Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. V sredo zjutraj. Je danes, ja. Ja, smo bili, zdaj, če smo tu, zdaj verjetno kaj zamudili. Da pritegnem ljudstvo k zvočnikom. Mikrofonu. Pridite ljudstvo. Ker sem mislil reči korito, pa tudi ni bilo prav. To se za eni drugi trudijo. V tem predvolilnem času. Ja. Danes zjutraj Filip Flisar je bil tu, vedno posebno, vse je razložil. Sveda smo se malo spomnili tudi včerajšnje zgodbe s Pikadom, ki je tudi bila. Stresna? Kak za koga? Mislim, lahko bi bilo še bolj stresno, smo gotovili, ne? Ampak mi dva zano smo se čist fajn imela zraven, jaz nisem bil niti malo živčen, ti? Ne. No, vidiš. Vse si bil zavarovan. Ja, v redu. Med drugim. Bi ti lahko karkoli vrgo proti tebi, pa ti ne bi prišlo do živega. Postavi se, sem steni, pa bom jaz lahko bi ti Ano v glavo vrgo, se samo malo večje od tak ne bi bilo nič s temi 40 kilami. Pohvali se. Je kaj je in to ni laž. Če ste zamudili, seveda vabljeni, da prisluhnete, drugače pa bomo spet jutri zjutraj o 5:30. Upam, da ste dobro spali, gremo skupaj v to sredo, 11. marca, ampak čas je, da naglasimo kriminal, ki ga je spostavila Ana. Jaz moram reči, priznam, tokrat to mi je ušlo, pa veš, da sem modno izjemno osveščen, tudi vem, katere trgovine so, kje in kaj se v njih dobi. Skoraj vse. Dobro, nič ne bom komentiral. Pravzaprav za 3 vem, no pa dobro. Ja. Za mene je dovolj. Ampak, ali res bodo v Evroparku zaprli Zaro in naredili Sinsej. Hvala. Kaj? Res, Ana? Ja, moram povedati, da naknadno, zelo pozno zatem je prišla novica, da si je to nekdo zmislil. Tako da ne drži, ne? In ne drži, Zara ostaja, tako da če ste slučajno kje slišali, da Zare v Evroparku več ne bo, ne drži. Če bo, tako da ne bo sne. Ne bo, ja moče bo kje druge, ne? Sne. Sne je tu v mestu. Aha, a ja, tam. Ja, no pa. Ki pa je bil cel dan. Pa tam zravno, ko je bil včasih New Yorker. V Orlu. Tam zravno, ko je bil New Yorker. Ja, v Orlu, ja. Orlu. Za tebe, ko si z onih časov v Orlu. Hotelu, ja. Nasproti Ezli. Ali vidva, okej. Hvala. Ali sta vidva vedela, da je tam včasih bil Nordze? Ja, vem, da je bil Nordze. Ti pa ne? Ne. Si videl? Jaz sem bila v Mariboru v srednjo šolo in se spomnim tam tega. Spodaj bila tudi tako imenovana Orlova klet, v kateri je nastal tekst za Štajersko. Ne. Ja. Res? To jaz tudi vem. Legendarni plac torej. Ti Rodošek tam doli, dobo je inspiracijo. V Orlovi kleti, veš kaj ti hočem reči. Zdaj pa sem se nekaj zloži, pol ne. Genialno ime je bilo to za tako Orlova klet, veš, ker Orlovo gnezdo je nekaj drugega, ne? To ima negativno konotacijo, ko pa rečeš Orlova klet, pa veš, da je za prave dede, ne? Tam ne more koji neki mehki noti, veš. Tako smo imeli v našem mestu včasih, hvala Bogu, torej ostaja Zara in ne bo sne, zdaj tam in lahko gremo dalje. Lahko gremo, drugače. Je rešeno. Je rešeno. Vidiš, to vam rada dobre novice. Ker to je ena izmed 3 Dejanovih trgovin, ki jih je prej omenil. Se ne vem, kje je Zara v Evroparku. Ne veš, kje je Zara v Evroparku? Ne, pojma nimam, nisem še v življenju bil. Pa dobro, pač priznam. Kaj, se nič ne zamujaš, ker Zara je po mojem mnenju za take, ki so bolj vitke postave, se mi zdi, da ima tam vse telirano. Jaz sem enkrat probal si tam obleko kupiti, moško pa. Ne. Je bilo žal, da ni bilo sne trgovine, ne? Okej, no sicer pa to, da si nekdo zmisli nekaj, to absolutno ni nič nenavadnega v predvolilnem času. Pa dobro jutro. Dobro jutro. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Sreda 11. marec je danes. In Fertike zdaj so napisali, kateri so tisti horoskopski znaki, ki se
najbolj prilizujejo šefom? In? Kozorog, Ja? Kaj? lev. Ja? In? Ker sem jaz To je to to. prebral. No. In? Tehnica, hecno. Ko se boš sam sebi? Sam sebi se prilizuješ, ja? Ful, kak Ali bi te se ti drugače, kak bi jaz drugače sploh zapustil hišo, kaj me vidiš, kak zgledam. Priliznjeno. Pa to ti pravim. Ti je smešno, Iger? Ja, samo ni res. Sveda ne, Kako to je ni A res? in B. Ja, Tudi če res ni je, res. tudi če je, imamo mi dva za Ano po eni drugi raziskavi večje možnosti, da na loto dobimo. V redu, tudi prav, Ja. samo... Ti boš To lahko pač, gre v nedogled, veš. ti boš pač s to frizuro, pol pa. Ja. Vse bo fajn, vse se ta fajn imela. No, ampak prilizoval pa se ne bom, haha, ker to je zapisano v zvezdah in če je Ja, zapisano v v redu zvezdah, je. potem drži. Ja, tako vse je. Absolutno, Jeger. 5 če 600, haha. Kje je zdaj šef, da ga kušne? Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Danes je sreda, 11. marec in običajno imamo ob sredah na Totem radiju debatno sredo. To sredo bomo jo spet preskočili, žal, ker smo še vedno tehnično nekoliko omejeni, čeprav seveda naši publici v eno delajo, da bi vzpostavili vse skupaj, ampak zaenkrat še ne dela spletna stran, še ne delajo SMS-i, tako da težko debatiramo. Morate pa vedeti, da smo pa res, vsaj jaz moram reči čisto osebno, da sem lačen vaših idej in razmišljanj, ker so zabavna in ker zelo radi debatiramo z vami, sploh zato, ker je tudi to en način pobega po eni strani od problemov, po drugi pa smo imeli take dosti krat očiščevalne, ne? Ja. Ja. Debatne srede, da smo se vsi skupaj malo boljše počutili, ko smo si povedali. Tako. Tako da žal. In zdaj, če bi slučajno bila danes debatna sreda, pa ni, ne, pa me zanima, na katero temo bi vidva želela debatirati. Če bi bilo. Veš, kaj bi jaz želela slišati? Ha? Kaj je tisto pravo kao darilo, ki bi ga mogel pokloniti moškemu za dan mučenikov in ali sploh? Kakšne imate navade? Ali sploh ni vprašanje? Kak Ja, ni točno vprašanje? Pa to ste si pol nekaj zadaj izmislili, zdaj pa imamo mi, če imeli Saj moški ni, dan. nikaj Zato, ker dosti. pač je dan žena. Ja, Pustite nam dan žena, zakaj morate zdaj vi imeti še svoj dan? Tu. Pa nas Kaj bo hočeš stres reči? spravljati. Če tako imate vsak dan svoj dan. Kaj? ranjen Valjda, sem. če Ja, imate res. nas. Ranjen sem. No, to me vi zanima. morate Kako se vedeti. vi znajdete? Ker zdaj recimo ženski kupiš šopek, ne, recimo, ne? Ja. Kaj pa naj moškemu? Ja, kaj? Jaz bi bil blazno zadovoljen s čokolado, recimo. To je kar Uporabnega, kak je vikend v termah. Recimo. To, No, kar o pač tem vam prav govorim. pride, ne. Mislim pač taka zelo praktična darila. Set novi šrafov kopački. cigar ali pa kaj takega. Ja. No, to vam govorim. Kaj, le, kaj imaš Gedore. možnost, recimo. Avto novi, ne? Dobro, avto bi bil overkill, ampak Tako, mislim, če se lahko, Zakaj pa pa ne? nič ni narobe. Veš, kaj ti hočem reči? Ne, je pa res to, Ana, ti moram reči, da to je narobe, ampak po drugi strani potrditev, da mi moški delamo nekaj prav, ker se zavedamo ene preproste stvari, happy wife, happy life. In če imate ve občutek, da je vse o nas, pomeni, da dobro delamo, zato ker ste ve zadovoljne. Tako zadovoljne, da lahko okoli gledate. No, Jeger, ti? Moje vprašanje je bilo, recimo, če imate pri hiši dva avta, zakaj vedno pade čiščenje vozil na moškega? Če imate vsak svoj avto, Ja. jaz si svojega sama čistim. no, to je ena Evo, redkih, vidiš. ker pri Prav, nas, Ana. pri nas doma Meni je moram fajn jaz to. oba. Te pa drugo leto boš z nama praznovala 40 mučenikov. Ne, pa res mi 41 je, bo res mi drugo je leto. fajn to. Res? Ja, ker si potem sama vse notri lepo zložim, tam kamor pač No, te pride pa stvari. lepo vabljena, vsaki 14 dni ali pa 3 tedne vruše. Pa. Nisem lahko- tako mislila, je lahko svoj meni avto zložiš. čistim, svoj, se pa drevega, ne, on Ne, si saj ga ne, sam, saj drugim ne, jaz ne načistim da mu, avta. da mu pokažeš, Tako, vse ne ja. drugo. Ne, pa se veš, kak je on, si na tak zapomni, pa pol še enkrat. Pa, Tako. se veš, ne. Pa je 10 let mimo. Ja, 1, 2, 3, kak si se Ne obrnila, morem verjeti. Me si pa naredila dobro delo, 41 mučenikov drugo leto, Ana, še en dokaz. Jaz pa bi, če bi imeli debat na sredo, če bi imeli te tehnične zmožnosti, pa upam, da naslednjo sredo bomo imeli, bi me zanimalo, zakaj je tako težko, pa ne narobe razumeti, jaz tudi ogromno časa preživim na kolesu, kolikor le zmorem. Zakaj je tako težko sploh tistim
rekreativnim profesionalcem, ne? Veste, o kom govorim, na biciklu, zakaj je tako težko stopiti dol, če je stop znak, zakaj je tako težko se ne peljati oziroma se voziti po kolesarski stezi, če je tam zraven, zakaj je tako težko razumeti, da si enakopraven udeleženec v prometu tako. In da za tebe vse isto velja. Da ni cesta tvoja. In da se ne morejo ljudje in zakaj je treba ob vsaki stvari pol, ko si tako naredil vse narobe na biciklu, še kriliti. Točno to. Ker so hitri. Mogoče pa je dobro, da ni danes debatne srede. Mogoče pa res. Dejana Neger smo tu, dobro jutro. Dobro jutro. In ob 12. tudi danes prideta Fras in Medvar. In zdaj, ko rečemo Marko Fras, ne, naš približek, ko vlečemo sporednice z živalskim svetom, je... Lenivec. Bravo. In vemo, da je živel v samih lepih krajih spodnjega Steraj, Dogoše, Jablance. Nisem vedel, da pa je on na Nizozemskem bil aktiven tudi. Sta vedela vidva? Ne. Tako sta včeraj povedala. Anja Tomaš in nizozemski rejver. Zakaj? Lahko bi bil. Nizozemski rejver? Ja, ko oni, ko je zgubil na tekmovanju. Da se je bolj jokal. Tako, Okay. Pa krov je jedel, pa je imel belo. Ja, krov. Okay. Veš, kaj ti hočem reči, Ja. ne? Tudi danes ob 12. Fras in Medvar. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Ana, Jeger. jaz bi ti na tem mestu rad čestital. O, čakaj, samo Res? malo, samo Ja, malo. daj. Čakaj, daj neko Mora biti nekaj veličastno prosim, podlago. daj. Veličastno podlago. Ja, ok, bomo dali eno veličastno. Joj, Bog ve, kaj bo zdaj Jeger, spisal. čestita Ani. Ana, Tako, čestitke. Ana, vse čestitke. Kaj sem naredila, da? Je bo zdaj zvedla. Kaj? Ti si pravzaprav svetovna trendsetterka. Prejšnji teden si bila pri frizerju, drži. Vsi imajo drži. stare pižoje, 208 zdaj. Ne, znala starega Pri pižoja. frizerju Pa dobro. si bila prejšnji teden Lepega. in si se postrigla na dolgi paš, ne? Tako. Oziroma na dolgi bob. Ne. Bob. Ja. Ja. In zdaj Ja. se je na tednu mode v Parizu Margot Robbie tudi pokazala Daj, nehaj. z dolgim Bobom. bobom. Tako da, Resno? zagotovo je to videla pri tebi, da Da, je da prav, vidim, Ana, bravo. pred Margo si in jaz Margo, pa mislim, viš, to smo Vrhunsko. ženske da je z okusom. to Zdaj še treba bi- obeležiti. Zdaj še bi samo morala Lepo. začeti hoditi tako kot ona, ko je imela oblečen prozorni top. No, Tako da so jo malo polili z emparom predtem, ne? tako. Vidiš, in potem vedno eskalira, ne, ta situacija. Ne, zakaj? Jaz ti čestitam, Ana. Ja. Pa res ve, kako Jaz- paše, dobro, ona je tako lepa, ne. Predlog za nadgradnjo je sicer bil dodan, ampak super, jaz sem zelo vesel za Jegra, da je to opazil tudi. Ja, si videl? Pa res, ja. Mislim, ko te pa nekdo z Margot Robbie Ne, ni me primerja. primerjal. Je. No, jaz sem samo rekel, da je bila pred... No, mislim, v vsakem primeru. Redo je. Tako sem jaz. Smo razumeli. Tako jaz težko, sploh veš, ko me z Bredom Pittom veno, ne, da že imam tu poln kufer. Dajte mi Mislim, da prosim te s mir. Tomom Ne. Cruisom. Ne, ker sem prevelik za to. Ja. Je Veš, v ker redu, tako da vseeno- dolgi paše, to Ja. je očitno hit, oziroma kot so to poimenovali, lena frizura. Ja, in jaz čestitam v vsakem primeru punce, ženske, dolgi paš. Dolgi bob. Ja, boljše to, kot pa mi, ko imamo lahko dolgi paš, samo kje druge. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. In dobrodošli. Sreda 11. marec je torej danes. In zdaj ne vem, Jeger, ti si rekel, si danes jutraj zaspal. Ja. Zdaj pa, ali je to bilo zaradi pritiskov oziroma kakorkoli povezano z velikim eksperimentom oziroma mini presenečenjem, ki smo tega z Ano pripravili včeraj zjutraj, Je možno. ko smo v tem studiu gostili edinega profesionalnega igralca pikada iz Slovenije, kadarkoli iz Maribora, Benjamina Pratnemerja, ki meče z največjimi asi v tej svetovni ligi, po večini se to dogaja v Angliji, v dvoranah večjih kot je recimo dvorana Tabor, na tisoče ljudi hodi to gledati. In je totalni šov. Ja. In totalni šov smo mi naredili. Ne vem, če je kdo že kadarkoli to naredil na katerem koli radiju v zgodovini. Mimo grede, celi posnetek seveda vidite na našem YouTubu.
Pa na Facebooku, pa na pa Instagramu. posod tako, ko si je Jeger dal jabko na glavo. Prevezo čez oči. Za vsak Pojšte primer. pred obrazom. Ja, to je bilo malo preveč. Ne? Ja, Pa ne zaradi tebe, ki ti tako vem, da si kleni pohorci in neka veš puščica od pikada ti pa res ne more, pa še plastična povrhu. Točno to. Nekaj resne škode narediti. Ja, no, Ampak je ja. Benjamin sam predlagal. Ta za ziher, ja. Ja, za ziher, tako da smo to dali. Ja. Ampak z lahkoto je zbil jabolko iz tvoje glave, oziroma zapičo noter. Ja, bravo. In eden izmed poslušalcev je na našem Facebooku komentiral spodaj in je vprašal, zakaj nisem jaz metala. Vem, da včasih zgleda, kot da bi htela, ampak jaz jih imam v resnici malo rada. Tako da vse je ok, boljše, da se je tako odvilo, kot se je. Jaz mogoče pikada proti Jegrovi glavi ne bi metala. Ja. Ja, Vem pa, mogoče da res kdaj boljše. lahko kak moment tudi vas zavede, ne? No, drugi, Jutro, ampak ne, ni v resnici tako. drugi komentar je bil tudi, da bi mogoče imel Benjamin prevezo čez oči. To je bil Ja. prvi plan, Jeger. To je To bil sem jaz prvo vprašala. Ja, to je bil prvi plan, pol pa smo mislili, pa dobro, mogoče ga bi pa še malo rabili. Pa Jegera. mogoče, ja, Mogoče pa ne V bistvu toliko si tako mi. dobro odnesel, ker lahko bi on imel prevezo ali pa bi jaz metala. Tako da reči hvala. Ja, Kaj bi še rad? nama Ja, kaj bi še rad, zahvali. da bi me recimo poveste vsaj kaki dan prej, da bomo imeli neke izzive, Hvala, ne, da reči. prijem Kaj bi tu pa to spremenilo? Kaj? sproščeno v službo, pa prestrašen domov. Ampak ja, genialno, seveda Benjaminu želimo vse dobro v nadaljevanju te sezone in kariere. In ja, vse te videoposnetke lahko vidite na naših družbenih omrežjih in na YouTubu, tako da izvolite. Zdaj tak je, so določeni legendarni, toti hudi hiti, pri katerih si ne moreš pomagati, da ne bi vsaj mrmral, so pa taki, pri katerih na glas zapoješ. Tu mi dva z Jegrom prednjačiva Ja. in naslednji, ki pride, je točno taki, pazi. Pazi, 3, 4. I want you to show me. Foreigner. Yes. Dobro jutro. Dobro jutro. In novo opozorilo iz naše popularne rubrike Uradna vrtnarka tega jutra opozarja. To sem jaz. Ja. Ja, veliko je spletnih strani, ki ponujajo nakup sadik. In sicer spletnih strani, ki pač niso slovenske, ne kupujte preko spleta nekih flanc, sadnega drevja, ne vem kaj že vse, ker ne veste, kaj je noter, kak je bilo vzgojeno, nima etikete, lahko da bo vse skupin in tako naprej. To še najmanj. To še najmanj. Da ti Tak da- ne zraste roža, ki te poje pol enkrat konc julija. Recimo. Ja, recimo. Pa tudi verjetno kaj zakonsko omejeno, ne? Absolutno tudi kaznivo je taka, mislim, prodaja in potem Ampak zavesten nakup, ne? ne vem sicer, če to ne obstaja, tako da če obstaja, se upravičujem, ampak si predstavljaš, da bi pri Voltu imeli tudi to lepo. Delaš na vrtu, jo, zmanjkalo mi je flanc paradajza, hop, 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 Pa vidiš, 20 minut, trrrr, evo ga se. to bi pa šlo, veš? Sploh kako nedeljo, ko bi rad kaj posadil, pa ni odprta. Eno samo sem bolj nedeljo gre tudi iskati trgovino, ne, ja, tako nima da svojega tudi lagerja. ne. Ja, lahko bi imeli svoj lager. Paradajza, ne? Ja, recimo. naredite svoj lager, kaj še nimate, kako te nima svojega lagera. Nisem Pa se grdo to rekla, pa pač ideje mečemo, ne? Ja, res je, mogoče pa se prime. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. In ni minute pauze na našem bregu. Vemo, zdaj so seveda začeli z finalnimi pripravami na Pohorskega Kerlca, Tako. ki bo 5. aprila, ampak na mariborskem delu Pohorja je smučanje končano, na Arehu se še da skijati in to v redu se da skijati, se pa danes odpre Bike Park Pohorje po zimski pauzi. Tako da, tako kot se rekel, ni, malo smo skijali, zdaj pa spet ven bicikle, pa gremo dalje selamat. Tak pač je. In kaj vse bo odprto in kaj moramo vedeti danes, ko se odpira nova sezona Bike Parka, razlaga Denis Janežič, vodja Bike Parka Pohorje. Torej, Denis, katere proge bodo odprte že danes? Odpiramo vseeno od vrha in začnemo z progo Bolfenk, ki je rdeče barve, na to odpiramo tudi celoten svetovni pokal progo Streamline, Red Fox, Fury Trail. To je zdaj v tem tednu za začetek, kaj mi lahko odpremo, ker nimamo snega in je normalno prevozno. Do konca meseca pa bomo uredili tudi Flowline, Family Line in seveda Jumpline.
Tam, ko gremo mi dva, ne, jump line. No, dečka, prosim. Kak bo obratovalni čas in karte in vse to, kar moramo vedeti, Denis? Za mesec marec smo pripravili odpiralni čas od ponedeljka do četrtka med 9 in 17 uro, vsako polno uro, pomeni, da na 1 uro vozi gondola za bike park, petek, sobota in nedelja od 10 do 17 ure pa vozi gondola non-stop za bike park. Zraven tega imamo tudi znižano ceno kart, pomeni, da dnevna karta je za mesec marec 34 €, kaj je kar cenejša, ko jo imamo pol, in upamo, da do konca meseca tudi odprte skoraj vse proge. No, super. In zdaj k bistvenemu, Denis, novosti v tej novi sezoni oziroma v začetku nove sezone v našem bike parku. In ena izmed velikih novosti je, da bomo dodali še eno vlečnico, pomeni Easy Loop bomo naredili na videcu. Se zahaklaš za 5 od balance in te vleče navzgor po trasi vlečnice. Na videcu bo ta 2 novi progi in to vam že malo namigujemo, da bo se začelo graditi zdaj in v aprilu, in po vsej sreči bo konec aprila že možno preizkusiti Easy Loop in ti 2 nove proge. 2 nova traila, tak srednje težki trail rdeče barve, pa še potem en bo malo bolj za napredne, črn trail, kjer potem lahko tudi se vsi opogumijo, da probajo nekaj bolj adrenalinskega zraven naše svetovni pokal proge. Bravo, videc, pa kar za fajfo se zahaklaš, pa greš gor. Kaj še pripravljate v tej novi sezoni ob teh novih progah, Denis? Državni pokal v downhillu, državno prvenstvo v slow enduro, ki bo prvič tukaj, in seveda evropski pokal AXS, ki nas čaka v septembru, kjer bo zaključna dirka AXS-a in bomo tudi naredili en taki bike festival in zapakirali celotno dogajanje. Tudi tiste, ki jih kaj več o kolesarjenju zanima, da se bodo lahko spoznali z opremo, pogledali tekmo ali pa tudi z kakimi brezplačnimi delavnici se udeležili in probali se naučiti kaj novega na kolesu. Tako da bike festival z zaključno dirko evropskega pokala v septembru. No, the best. Evo, To je danes za vaju, se začne. vidiš, delavnice za učenje. Pa da greva gledat, ne? Sej čisto realno. Čeprav po kakem tem easy flow, Ja, pa da, family, tu, family pa da pridemo trailer. na videc, pa da za fajfo zahaklamo. To pa bi se še gor malo peljemo. šlo, ja. To. Ojoj. Uživajte, če boste šli tudi z biciklom na to ti natrek. Tine, Jaz bi samo povedal, da sem zdaj uradno star, včeraj sem iz svita dobo. si dobro, daj super. petko, daj tu. To Si veš, že veteran, to smo mi rekli. ja. Svitari. In? Si že dal Si v že hladilnik? prvi vzorec vzel že? Zdaj sem samo podpisal, da Ok, to je zdaj sem prvo. programu. Okay. Pravilno? Šalčko še čakam. Ja, še dobiš No, ampak pravilno, da si se odzval in da boš Ja, postopil. voljda, ve. 2 vzorca, moraš dati. Vredno Ne je bo zdaj s tem vzorci. Čem ne bo težav. Okay. Torej, Drugače pa, Drugače ne vem, pa, če ja. ste vedeli, razen pač kolega Vedlin, ja, da seveda. velika večina odraslih ljudi je laktoz intolerant. Tisti, ki lahko mleko pijejo, imajo pa neko DNK mutacijo v sebi. Res? Res. Ja. Pa to mnogo tega razloži pri meni. Ja. Je kar zmutirano. ne. Yep. Sama si rekla. Ja, saj predno bi vi. Mislili ste si vsi. Jaz sem res, no. Pač jaz ne vem. Okej. In? Ja, nič. Pač povedal Pač si. to je to. Povedal Zdaj sem. vemo, ne? Jaz načeloma bi tudi lahko. Mislim, Da jaz tudi normalno mleko pijem, ni neke težave. mleko, Se ki je vidi. normalno sputi, mleko piješ, tako se mi reče. Pika. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja, lahko se zgodi, da bodo v teh dneh spet zastoji, če se boste odpravljali v Avstrijo, ker bo ena poostrena kontrola, samo ne naših avtov.
Ja, ampak rezervarjev oziroma goriva, ki ga boste natankali v rezervno posodo in želeli peljati čez mejo. To bi mogel avstrijsko povedati. V tem trenutku ne mi, ampak velja tudi, recimo, če bi pa bil v Avstriji cenejši bencin in ga mi vozili v Sloveniji. Okay. Da vse veljajo ista pravila. Zdaj je pač obratno in sicer v rezervni posodi lahko čez mejo peljete največ 10 litrov goriva. Okay. V nasprotnem primeru, če prekoračite to vrednost za neko manjšo vrednost, za lažje prekrške vas lahko oglobijo zneski od 250 do 400 evrov, za hujše kršitve pa fizičnim osebam izdajo kazni v višini od 400 do 5000 evrov. To je za fizične osebe. Prav ne pa več, ne? Od 3 pa do 50 tisoč evrov. Za samostojne podjetnike, za velika in srednje velika podjetja pa so te kazni od 10 pa do 125 tisoč evrov. Tako da ni hec. Tako da, dragi Avstrijci, ne si domov nositi. Ja, lahko si nesete 10 litrov. No, ali pa več, ne? Ja, več ne smeš. Ne sramni ne bomo, ne? Okay. Ti bi še tu služil. Ne, se pravi. Libe geste. Zdaj pač trenutno je tako, da je pri nas precej cenejše gorivo. Pred leti je bila situacija drugačna. Ja, pač zdaj imamo tak, ne, zdaj je kontra, ne. Veš. Imamo kazni, imamo kontrolorje, tako da libe geste, ne. Everything we do it for you. Naša na poti med legende, zagotovo pa eden od največjih posebnežev v pozitivnem smislu v našem mestu, Filip Flisar, dobro jutro. Dobro jutro. Le da je prišel Filip. Bilo je parkrat na meji, da te še bomo videli, ko smo spremljali vse tvoje podvige to zimo, ampak seveda ti si od nekdaj pač bil, s tabo je adrenalin in ekstrem, nekaj gresta za roko v roki, enega imaš na levi, enega na desni, ne? Ja, glejte, takega so me naredili oziroma rodili, kaj ne? Zato se zmeni z mojima dvema, jaz nimam nič tu, jaz pač samo hodim pa držim za roke, veš. Lepa. Zdaj to zimo je bilo kar nekaj preseškov. O tistem smučanju s piramide smo sicer že govorili, ampak dajmo malo potegni črto pod to dogajanje. To je bilo za Božič, ne? Ja. Tisto je bilo za Božič, tisto je bilo čisto spontano, ampak se mi zdi tako, mislim, seveda, pri meni nekako vse je povezano s hrano, ne? Seveda, in tudi to je bilo, čeprav ne jaz gledam na prvi pogled, ampak Božič je bil, mi smo bili pri moji materi, ko tam spodaj živi, seveda smo se nažrli tak do poškodbe, ne? In potem sem rekel, da jaz to moram prebaviti, gremo peš na piramido, lučke so, ne? In te smo, moja draga, pa jaz, pa moj brat, pa njega šli gor in jaz prijem gor, razumeš, idilično, sneg, lučke. Doli je bil koncert ravno, veš, v mestu, sem rekel, to jaz moram narediti, kličem frenda, bilo pa ura že 10:30, kličem frenda snemalca v Lenart, ne? Tonči, kaj delaš? Ja, na kauči sem. Rekel, prosim, pridi v Maribor, pol me sprašuj, zakaj priješ, ti samo vzami kamero, vse vzami. Tako da je bilo ful spontano, no. Jaz sem pol te leto domov hitro po skije, moj brat je hitro leto kuhano vino skuhat, oje, pa že Lenart. To je bilo pomembno. Ja, brez kuhanega, moraš to narediti, ne. Klej, moraš pol, veš, da je zima, ne. Seveda se moraš ogret, ne. In kak je bilo skija dol, ni bilo najbolj prijetno, ne, koliko se spomnim. Ne, veš kaj, to ni zdaj bilo, vse tudi tisti, ko znajo malo boljše skijati, ko so videli, kak sem smučal, ni zdaj to bili neki smučarski presežek, ker to je bilo malo snega gor na onih zrigolani podlagi, razumeš, za štori ven, za vsem in tam, če bi jaz en močen novinek naredil, bi tak plas, mislim, vse se tak vozilo dol, no. Tako da je bilo tako malo hecno, no, pa vmes so bile one betonske škarpe. Smo skakati, ampak, glej, pač smo naredili. Je pa klukica, ne more vsak reči, da je smučal iz... Vprašanje, kdaj bo spet. Veš, meni je, jaz vedno rad naredim neke stvari, ki so take, ko imajo neko težo, ker to zdaj ravno rekonstruirajo celo piramido, na novo postavljajo cele trse, pa vse tega, to zdaj ni bilo, ne vem koliko 100 let se bi lahko verjetno tam na tablah gori piše, ne, pa zdaj tudi verjetno
vsaj upamo, da bodo to ti trsi polnot za ene par stolet. Pa da bo kaj rodilo. Ne? Tako da je fertik, to je odkljukano. Tudi, če bi zdaj si kdo, če pogledamo malo leta nazaj, si dal jetpack na hrbet, pa se čez Maribor vozil. Ne more več, ker je to tudi že bilo odkljukano. In polko teh zimskih dosežkih govorimo, zdaj ta zadnji iz Pohorja dol, smuk, ker to je bilo tako osko, ta proga, ki so ti jo, to so posebej zate naredili, ne? To so, ste se zmenili, so šli gor pa postavili. Tu ni bilo, ko si šel, si moral, ali pa bi se zlamil skupaj, če bi rekel ne. Glej, pošrek nisi mogel postaviti. 93 cm, koliko je bila širina. Ja, v najožjem delu. Ja. V bistvu cela ideja, jaz imam že eni par let to idejo, ker Pohorje je glih takih hrib, da se lahko ravno dol spustiš, ne? Ja, mislim, glih tak je, da si vsak misli, da se lahko ravno spusti, dokler ni dan v situacijo, kjer ne more nič drugega narediti, da se dejansko samo ravno spusti. Vsak je, vse veste, kaj so Mariborče. Jaz grem s pležom, grem vsak ravno, skoraj da dole reče, ne, pa s kijem tudi, ne, samo, veš, ko pa ne smeš niti enega malega zavojčka narediti, pa pobremzati, pa je kar hitro na koncu, ne, veš, in jaz sem pač to imel idejo in zdaj leto se je to uresničilo. A tako da to je že nekaj časa, ta ideja. Ja. Pa tudi nekaj skokov je bilo vmes, ne? Tam tudi v zraku ne smeš nekaj, ker so bili skoki tudi več kot 10 metrov dolgi, ne? Ja, je bil, drug je bil kar 30. No. Toliko o tem. Ker hitro gre, se ne zgleda. Veš, glej, če greš ravno, imaš brzino in pol so prelomnice, te pač so skakalnice. Mi nismo delali skokov, ampak tak pač je, sploh pa ko ni. Ne, če si zračunal, mislim, kak boš letel, pa da ne bi... Glej, se bo ravno... Veš, postavljeno je bilo ravno, ne? Sicer malo je tak zajebano, ker ti ne vidiš preko prelomnice, ne? Ampak v zraku te hitro lahko malo veter, veš, te malo brne, ampak zaradi tega pa sem celo življenje treniral, ne? Zdaj, eni to tak mislijo, ja, to je za čista norost, pa absurd, veš, ampak jaz sem celo življenje treniral, pa to pa vem, kaj lahko in ta projekt, ne, tudi to bi rad rekel, marsikdo reče, ja, kaj to ti je Red Bull rekel, da narediš, ne, to sem... Ne, oni prijajo pa rečejo, naredi, to se niso morilci, ne. Veš, jaz sem točno vedel, kaj jaz lahko, jaz sem bil zraven pri postavljanju proge, jaz sem jim rekel, gled, tu naredite tako osko, tam naredite tako, veš, da smo šli na limit, ne, oni so me tako skozi spravili. Ja, zakaj mora biti tako osko, sem rekel, gled, ker je lahko, ker mora biti, ker drugače po širokem se vsak glavo vozi. Ne more se, oprosti. Vem enih par primerov, ko se ne morejo. Ja. No, ampak ja, to se mi zdi zelo pomembno izpostaviti in premalo krat se to izpostavi, ja, ker reče, ja, Phil Flisar, pa je tak nor, pa kao to. Ne, to je vse preračunano in na podlagi tvojih vse izjemnih, da smo si na jasnem sposobnosti in dolgih let treninga in ti se točno poznaš in veš in ovladaš to, ne. Ja, mislim, veš, in pa pri teh še ena stvar je tu, ne, veš, vmes dva smejo frenda, ko smo iz smučarskih časov skupaj, da sta mi pomagala, ker točno vete, kako jaz smučam, pa to, ne, in smo se nekaj menili, ja, kaj bi bilo, če me bi zahaklalo, ne, če bi me zahaklalo, se mi zdaj ne bi pogovarjali, ne, prvo več kot pol kolo je bilo še raufanih v zemljo, zaradi tega, ker je bilo tako malo snega, da to ne bi nič spipalo ven, ampak bi lomilo kosti, ne? In je on rekel, ja, kaj bi bilo, pa en drugi rekel, sploh ga nas prešuj. Pa sem rekel, ne, ni res, veš, poanta, ne, jaz vedno pri vsaki stvari, ko je tako delam, ne, preštudiram tudi kaj če, se jaz ne študiram pol, da se bo to zgodilo, ampak če ti ne študiraš, kako boš ti reagiral v tisti stotinki, če gre kaj narobe, ne, jaz sem si vizualiziral nekokrat, kaj bo se zgodilo, če bi mene zahakalo, kako bi se vrgel, da bi čim manjše posledice, ne, in pač samo to je, veš, navzven, tako si je rekel, zgleda nekaj norost, noter v moji glavi je malo drugače, no, pač, ampak ja. No, se pravi, na podlagi izkušenj in bogatega znanja in bogatih izkušenj seveda je to vse skupaj planirana norost pod narekovaji, zato da tako zgleda, jasno da, ampak vseeno, Filip, si verjetno
edini v Sloveniji, pa eden petih, verjetno v Evropi, ki bi to dejansko tako probali, pa si vzeli cajt, pa naredili. In to ni bilo vse, kar se je Filipu dogajalo to zimo. Še bomo šli malo potegniti črto pod to sezono, pod narekovaji še enkrat norosti, s katerimi nas Filip razveseljuje, in morda pogledali malo naprej. Takoj potem. Filip Flisar v Totem studiu. Filip, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Te smučarske podvige smo že skoraj da obdelali, ker vlečemo črto pod Filipovo sezono zima 2025-2026 in ena res lepa stvar se je zgodila na Kopaoniku. Vemo, ti si bil svetovni prvak, Jeger, ti si zbral vse te informacije. Tako, leta 2012 si bil svetovni prvak, pred 14 dnevi si bil na Kopaoniku, tam ambasador tekme v smučarskem krosu, si imel pa tam tudi poslovilno pravzaprav tekmo, ker je takrat, ko si zaključeval za svojo profesionalno kariero, nisi mogel izvesti, takrat je bila korona, pa tudi nekaj si bil poškodovan, zdaj pa je to šlo skozi. Ja, v bistvu zgodba je tak, jaz sem imel dve taki nepriliki, če temu rečeš, v moji karieri. Prva je bila 2012, kot si rekel, takrat sicer nisem bil svetovni prvak, ampak sem dobil kristalni globus, to je se pravi seštevek svetovnega pokala. Tako. Ampak jaz takrat nažalost ni bilo podelitve, ker na tisti tekmi, mogoče se še kdo spomni, se je naš kolega Nik Zoričič smrtno ponesrečil in je pač jasno, pol ni bilo ne podelitve, ne nič, meni so dali tisti globus na park placu, tako zelo žalostno, kar je v bistvu pa ono, en izmed večjih dosežkov poleg olimpijskih iger, kaj lahko... Največjih. Ja, tako. Ki si bil celo sezono dejansko najboljši. To je dejansko tudi najtežje doseči, ker eno tekmo zmagati je ena stvar, celo sezono zmagovati je pa druga stvar. Še svetovni prvak je morda lažje postati, ker je pač dnevna forma, dnevni navdih. Točno, to tista proga, ti leži mogoče. Ja, lahko se ti poklopijo stvari, ne? Celo sezono se ti pa ravno ne morejo poklopiti vse, ne? Ja, res je. Skratka, ti so bilo tako pač bedno, no, zaradi situacije. Pol pa, ko sem končal, pa sem mislil tudi, zdaj jaz sem imel fajn kariero, zdaj bomo mi naredili eno tako poslovilno tekmo, žurka, prišli bodo frendi, sponzori, to bomo vtrgali. Razumeš, par dirk pred koncem sezone se jaz seveda razbijem, tako da je bilo to konec. Pol gledam, kaj naj naredim, sem rekel, daj bom še eno poletje treniral, pa bom naslednjo leto naredil. Pol je vmes COVID prišel, razumeš, pol ni bilo gledalcev, pol sem rekel, gledaj, marš, te že ni osvojeno, ne. In zdaj, ko je bil Kopaonik svetovni pokal prvič na Balkanu, svetovni pokal, domača tekma, skoraj, ne. Če bi bilo malo par let nazaj, ne. In oni mene kličejo, da bi bil tam gor dol promotor in mi smo se pa ravno, Elan je imel lani 80 let, ja, pa smo za mizo sedeli Stenmark, Križaj, jaz, pa Leon Korovšec, ne, direktor Elana, ne, in smo se menili o tem svetovnem pokalu in je Leon rekel, pa ti bi tam mogel narediti svojo zadnjo furo. Par dni zatem mene kliče Nevena Ignjatović, predsednica Srpske zveze, da bi jim pomagal. Sem rekel, Nevena, 3 dni nazaj smo se menili, pa da bi to naredil in se je valjda vse poklopilo in pol smo šli tja in pol sem imel kao tisto, jaz sem jim pomagal, bil sem predvozač, pol so mi tako naredili kao tisto mojo last run in pol so še eno stvar naredili. To pa jaz sploh nisem vedel, Elan, ne, v bistvu je to se s Fisom dogovoril, da mi je maznila globus doma, ne. Koliko o tem, kak paziš na stvari? Ga imam v kleti, ne. Vse res, spomini so pomembnejši. Ja, veš kaj je v kleti, ga imam zaradi tega, ker še sem v stanovanju vedno, ker še 2 čakam, da mi nekaj v bajti do konca naredi, da samo preselim, tako da upam, da zdaj to čujejo ljudje, ne. Ne, malo heca. Skratka, ona mi ga mazna, ja nesla tja in pol so še to mi naredili, tako da je bilo, tako bom rekel, res emocionalno, pa lepo, tako mislim, res je, da je to zdaj dolgo potem, ampak tako, fajn, no. Da zdaj si tudi uradno v penziji. Jaz sem uradno v penziji, tako da zdaj... Meni je bilo res lepo to spremljati, pa gledati, jaz bi prav, tako veš, tako si malo emotivn, ko pogledaš, to viš pa so našemu pubeci. Pa to, domač pubec. Pa da je to, ne. Ja, res je, vrej, pa to oni znajo tudi, ne, veš, tako da je...
Glej, super, zdaj lahko grem z mirno dušo v pokoj. No. Ne, še prosim, ker zelo radi spremljamo vse, kar planiraš. Zdaj pa, če pogledamo malo naprej, Filip, prihaja tudi na nek način tvoj čas, velika noč, je vse bližje, vemo, Filip in Šunka, match made in heaven. Pohorska. Torej, kaj planiraš, oziroma zdaj v tem času verjetno ne boš imel kaj dost cajta, ne, ali? Zelo malo časa imam, ne zdaj, ker imam poleg Šunke še druge stvari, tudi jasno, ampak ja, zdaj je res tisti highlight sezone. Imaš eno novost? Imam novost, se pravi, zdaj pač jaz, kot bom rekel, bivši vrhunski športnik, pa ljubitelj hrane, ne, moje neko poslanstvo je na koncu koncev to, da ljudem ponudim nekaj izredno dobrega, pa tudi zdravega. Danes imamo v prehranjevalni industriji boljše, da ne veste, kaj jete, ne? Ker naj pri tem ostane, ampak jaz se vseeno trudim, da nekaj naredim. In letos smo se združila z Kodilo, Janko Kodila, ki je nesporn kralj šunke, ne? Če tako rečemo. In smo naredili res specialno šunko, ki je absolutno brez vseh aditivov, brez nitritov, brez vsega. 3 sestavine imaš gori na deklaraciji: meso, sol pa začimbe. S piransko soljo začinjena, suho soljo, res tako da, to poudarjam, ker to je pač tako tehnološko težko narediti, tako stvar, ja, narediti oni shit produkt je najlažje, ga našpikaš, fertik, vržeš vun, adijo. To pa mi en mesec tam na roke se obrača, razumeš? In sem ful ponosen na to in upam, da bodo ljudje tudi, ne dvomim, da bodo zadovoljni, predvsem pa to, ne, se mi zdi, da je res, ja, tako se nekaj pomembno, ponuditi nekaj dobrega, nekaj zdravega, neoporečnega, tako da sploh v tem času. Ja, glej pa, Filip, čist tak je, ne, če daš svoje ime gor, mi ti zaupamo. Tako da bi bomo probali. In zdaj, če ti rečeš, da je to tako, pol verjamemo tudi, da ne bomo razočarani. Ne? Jaz sem prepričan, da ne boste. Komaj čakamo, da spremljate našo socialno mrežo, mogoče še dobite kakšno idejo za kakšen recept ali pa kaj ta je. Kar se vedno prav pride in mora biti zraven. Lahko se spomnim na tvoje sendviče, ki si jih delal zdaj. Ja, ja, o tem sem celo jutro že poslušam, ko se menimo, da ti priješ, pa potem vedno ti sendviče. Nijam sabo, jaz bi mogel biti neko prešeren, mogel bi neko v žepo šunke, da bi imel fige. Malo bi bilo nerodno. Bi prišel, veš, kak bi videli, tam ko bi pesi laufali, aha, tam je Filip, ne, ker ima šunko. Pa veš, kdo še je? Pesi pa inšpektori. Za mano, evo ga, Filip. Zgrabi ga. Kaj pa, kar se teh malo bolj ekstremnih dosežkov tiče, imaš kaj plan že narejen za naprej? Imamo tudi za drugo leto, imamo neke divje zadeve v planu, oziroma imam, seveda še ne morem povedati, zakaj se gre. Seveda, da ne. Ampak ne bo meni dolg čas, pa mislim, da tudi vam kot gledalcem ne bo dolg čas. Odlična napoved. Ja, Filip, gled, mi smo veseli, da si še eno zimo zdržal brez poškodb, vsaj hujših. Hvala. Trkajmo vsi, naj te zdravje spremlja, za ideje ni problem, kot smo rekli, moramo probati tvojo neoporečno šunko, zdaj, ko pride ta čas in vse dobro, Filip, še naprej bodi to, kaj si, ne, to tako najboljše znaš. Bom, hvala vam in uživajte. Dejan, Ana in Jeger in Toto jutro.